Nocoj pa je z nami predstavnik novega vala slovenskega repa, pomurski mojster Rim. Ne vemo, kdo so drugi, ampak on je zanesljivo prvi. Leopold prvi, živjo. Čau. Dober dan. Živjo, dobro Čau, večer. živjo. Znam si potem, da ustvarjaš rep v radgonskem dialektu. Sem pa prebrala, da si šele s časoma ugotovil, da ti najbolj sede repat prav v domačem narečju. Kako to? Ja, rabil sem nekaj časa, da sem odkril v bistvu svoj pravi glas. Bilo je več razlogov za to. En od teh vsekakor je bil ta, da nisem imel nekega konkretnega vzornika oziroma nisem se mogel po nekom zgledovati. Hkrati pa se mi zdi, da glede na moje izkušnje je bilo tako, da pač mi gremo študirati v srednjo šolo in tako v Maribor, v Ljubljano in tako dalje. In avtomatsko se ti ljudje, mladi ljudje iz Pomurja začnemo pač pogovarjati na način, kot govorijo tudi govorci, ne vem, v Mariboru, v Ljubljani in tako naprej. In se avtomatsko začnemo prilagajati. Ne vem, če je to res nek manjvrednostni kompleks ali gre za kaj drugega. Ampak ja, opažam ta fenomen in sam se rabil kar nekaj časa, da sem bolj prestopil to blokado in začel pač pisati in ustvarjati v svojem maternem jeziku, če lahko tako rečem, radgonščini. No, krasen, ponosen na svoje korenine. Ne? Absolutno. To je to. A pa se zgodi, da ko pišeš besedilo, pa stopaš korak nazaj, rečeš, ne, bom drugače zapeljal, ker tako pa sigurno ne bodo moji poslušalci razumeli, ali rečeš, grem po domače? Ne, načeloma pišem zelo intuitivno, tako da niti ne razmišljam zares o publiki ali pa o poslušalcu in kako oni dojemajo pač katere besede. Vsekakor pa se najde en kup izrazov, za katere me pa potem ljudje sprašujejo. Recimo zadnjič na koncertu ravno so prišli neki mladi Ljubljančani do mene, pa so me vprašali, pa kaj pomeni ta edino, či ne? Ni jim bilo jasno, kaj je ta edino, či ne. In se mi je razložil, da to pomeni morda pa ne. Oziroma ali pač. Ja. No, pozitivna stran tega, da repaš v radgonskem narečju, je gotovo to, da si unikaten pa hitrej prepoznaven, ampak obstaja kakšna negativna, tudi mogoče, da te kam ne povabijo ali pa te redkej povabijo, ker jih je strah, da te ne bodo razumeli? Da bi zdaj neke negativne izkušnje ali pa, ne vem, da me ne bi ljudje vabili na koncerte, nisem tega doživel. Morda me ne povabijo, ne? Sej ne ve. Ampak mislim, da ne, zato ker imam koncerte po celi Sloveniji, pa pri nas radi pravimo, ker teče razmiti, da te razma, da pa je, kak je. Da pa je, kak je. Zdaj, dolg si oziroma živel si ob meji z Avstrijo, po izobrazbi si magister prevajalstva nemškega jezika. A je imela nemška glasba velik vpliv na tebe? Sigurno tudi nemška glasba. Sem pa poslušal res veliko slovenskega repa, ko sem odraščal. Jaz sem že ta generacija, ki je odraščala z slovenskim repom, kar mogoče prejšnje niso imele priložnosti. Pa tudi, seveda, poslušal sem vse te klasike ameriškega hip-hopa, tako da zagotovo je nemška glasba pustila tudi močen pečat na meni. Skuter? Tudi Skuter. A je? Pa DJ Ötzi, ne? No, tako. DJ Ötzi. Tako je. Ne, zagotovo sem poslušal veliko nemškega repa, absolutno. In tudi vse ostale glasbe. Manj kot leto dni je minilo, odkar si izdal svoj solo album. Kako je danes? A mora glasbenik še vedno izdajati celo plato ali gre bolj za nove komade? Jaz mislim, da je malo odvisno od tega, kaj je tvoj cilj. Če želiš biti relevanten, če želiš se non-stop izpostavljati in tako dalje, se mi zdi, da nima smisla delati album in čakati z komadi, da potem v enem trenutku nekaj izdaš, ampak da sproti objavljaš. Se mi zdi, da tudi v tem času socialnih omrežij je tako, da vse mora biti instantno. Kje se moraš pojaviti? Kaj? YouTube, Spotify, iZados Radio? Jaz mislim, da je v redu, da si na teh pretočnih kanalih, ne se pravi na raznih streamingih. Vsekakor se s tem približaš poslušalcem, ne gre pa zanemarjati radia, predvsem pa vsaj pri meni je tako YouTube. Še vedno se mi zdi, da kadar je tudi video zraven, ljudi malo bolj pritegneš. Je še tista en dodaten medij zraven, ki ljudi oziroma njihovo pozornost potegne nase. Tako da YouTube kar kraljuje. Kje te lahko vidimo pa v živo v naslednjih tednih? Jaz imam kar zdaj, moram reči, skoraj vsaki vikend kak koncert, tako da bi povabil vse gledalce in poslušalce, da preverijo moj Instagram, Leopold prvi. Sicer pa 28.4. nastopam v Vurbergu, tako da vabljeni Vurberg.
teden dni kasneje, se pravi 5. pa v Mariboru v Narodnem domu, tam pa nastopam za humanitarno društvo Upornik. Okay. Odlično. Odlično. Leopold Prvi, najlepša hvala za obisk v studiu. Veliko kreativne energije ti želiva. Hvala vama za povabilo. Hvala. Srečno.